Spoštovane, drage cenjene gospe in gospodje, nekako moram reči, mi je kar v čast, da smem na kratko predstaviti svoje osebne vtise iz obiska naših rojakov v Argentini. Misel, želja, da človek vidi tudi ta drugi del sveta, je bila kar dolgo časa škola ena tiha, potlačena želja, ker se veste, ne? Če si v službi pa takole, težko dobiš nek tak termin, ker za 2 dni se v Argentini pa ne splača. Torej, in potem se je pojavila prilika, kajti naši Slovenci iz tega drugega migrantskega vala po drugi svetovni vojni so praznovali 70 let svojega prihoda v Argentino in sem bil nekako povabljen neformalno v to delegacijo, ki je vodil gospod Tone Rode. Bilo nas je 19 udeležencev in seveda v prvi vrsti je bil namen, da se srečamo z našimi rojaki in da predvsem v živo vidimo, kaj pomeni kleno slovenstvo. Od majhnih do najstarejših. In seveda to smo potem združili tudi prijetno s koristnim. Poleg te čudovite proslave, tisto lepo nedeljo, krasno sonce, pozna pomlad oziroma začetek poletja v Argentini, vse v cvetu, v zelenju, tako da se človek kaj lepšega težko predstavlja. No, potem smo pa imeli v planu, da obiščemo ne samo Buenos Aires, ampak tudi nekaj drugih krajev, tako da smo si izbrali ta severni del, Mendoza, kjer je tudi en del Slovencev, in pa Salta, kjer je sicer malo manj, pa so zelo zanimivi, ne? Tako da smo ta trikotnik nekako obdelali. Torej, jaz moram reči, čudesa narave, tako da kaj takega, če to ne vidiš, če ti to nekdo pripoveduje, to ni to, ne, to moraš videti in živo doživeti. Tako da morda nekaj takih skromnih podatkov, vse nekaj tega več ali manj obvladate, ampak vendarle, ne? Nekako ta naš tako imenovani drugi val po drugi svetovni vojni, po letu 1945, je zdaj tista generacija, ki je bila, kot jo imenujejo in imenujemo, politična migracija. Pred tem drugim valom je bil prvi val običajno tam nekje med obema vojnama, to so bili bolj ekonomski migranti. Ta drugi val je bil pa zanimiv, predvsem iz vidika, ker je Argentina bila edina država takrat po drugi svetovni vojni, ki je sprejemala celotne familije. Tu so bili otroci, številne velike družine in nekako zahvala gre takratnemu predsedniku Peronu, da je to omogočil in jim Argentina jih je sprejela, nekako bi lahko rekli, z odprtimi rokami in vsi pravijo, da jim ni delala prav nobenih težav. Seveda, kaj pride in tudi pomagati. Tako da lastne roke, iznajdljivost in pa predvsem tisti čut za skupnost, slovenstvo in vero. Jih je držalo po konci in jih je pripeljalo tam, kjer so zdaj. Veliko teh naših rojakov je v Argentini kar dosti uspešnih, približno 1000 se jih je preselilo v Slovenijo, so tudi tukaj uspešni, če Toneta Rodeta omenjamo ali pa če omenjamo kakšnega drugega, poleg Žogobrca Bombergerja, je kar tudi v Sloveniji precej uspešnih povratnikov, ki so prišli nazaj. Recimo nekaj takih, dobro zele, predstavljamo si vsi, da je to na drugem koncu sveta. Torej, Argentina je druga največja država v Južni Ameriki, torej takoj za Brazilijo. Razteza se kar v tem dolgem spodnjem repu južnoameriške celine z sosedami. Tu okrog vidite kar dosti delež, to vsega še pol nekaj naprej na ta najbolj južni del. Vendar gro je seveda tukaj v tem srednjem delu, na čelu z Buenos Airesom, ki je glavno mesto, in
trenutno šteje 12 milijonov prebivalcev. To pravijo Grande Buenos Aires je ta širši del. Potem je pa ožji del, torej za tistim strogim centrom in bližnjo okolico pa je okrog 4 milijone prebivalcev. Trenutno je Argentina takole, da imamo veliko ekstremno bogatih, potem imamo pa veliko ekstremno revnih, srednjega rodu oziroma, kako bi rekli, srednjega razreda skoraj da ni več. Zdaj trenutno so malo nestabilni, muči kar inflacija. Tako da, ko smo prišli, smo menjali na letališču dolarje in smo dobili za $1.35 pesov, čez en teden je bilo že 45. Ko smo zapuščali Argentino, je bilo 63. Zdaj sem govoril z eno gospo pred kakšnim tednom, so zdaj zopet padli tam nekaj na okrog 50. Tako da je kar... Ampak to, veste, to za bogat sloj ne pomeni nič. Bogat je bogat, tako da je čisto vseeno, kakšna inflacija je. No, zdaj nekaj takih pomembnih mejnikov. Torej, San Martin je njihov narodni heroj kot osvoboditelj izpod Špancev. Potem sta seveda gospod in gospa Perón, Perón kot predsednik, to je slika iz leta 47, takrat, ko je bilo zelo pomembno, no in pa znana je Ida Perón, ki je nekako neka narodna ženska oseba v Argentini, rečejo gospa Argentine. Potem seveda nekaj podatkov takih osnovnih, torej Federalna predsedniška republika, osamosvojitev izpod Španije je bila 1810, veliko je kar dost, približno za 17 Slovenij pravijo, potem prebivalcev je zdaj po najnovejših podatkih okrog 41 milijonov, od tega je približno pravijo, da je 80% evropejskih korenin. In seveda muslimanov skoraj ni, to je sicer nikjer videl nobene mošeje, moram reči, da tega ne poznajo. Judov je 1,6%, tako da imajo te sinagoge to pomagajo. Seveda potem je glavno mesto, smo rekli, Buenos Aires s to množico prebivalcev, ogromno mesto, jezik uradni je seveda španščina, valuta tole, vidite, mačke sem povedal, in časovni pas je nekako -3 ure, oziroma kje se nahajaš, tudi maksimalno 4 ure, grejo nazaj, torej so za nami. Zelo zanimiv je bil ta vhod v Argentino, ko smo prišli na letališče, smo na letališču čakali na vso to čekiranje, pa je bilo kar dost šalterjev, približno 3 ure. Da sem šel na vrsto, ker tako kot v ZDA grejo se tudi vso biometrijo, fotografirajo ti zenice, prstni vtis elektronski in to gre bolj počasi. Ampak se noben nič ne sekira, smo tako, v 3 ure smo prišli skozi. No, zdaj potem ti podatki, naj bi nekako bilo 31.000 Slovencev, torej do druge svetovne vojne so to bili v glavnem naši primorski rojaki, ki so bežali iz takih ali drugačnih razlogov iz okupiranega področja pod Italijo. Naj bi bilo okrog 25.000 ljudi, potem je bil ta drugi val med 47 in 51, nekaj jih je bilo tudi pozneje, teh je vseh skupaj okrog 6.000, naj bi potem, ko je bil nastopil Informbiro, ne vem, mogoče starejši se to spomnite, takrat je bil pritisk in takrat je naš velemaršal dovolil, da so družinski člani, če so imeli nekoga tam, je dovolil, da so šli, so izpustili ven. Tako da teh je kar nekaj, predvsem so to možje, ki so šli, veliko jih je šlo z Vetrinja, po tistem našem slovenskem eksodusu in seveda potem so familije ostale tukaj in so šli za njimi. Zdaj seveda največ jih zaenkrat še zmeraj živi v Buenos Airesu, tu so 4 velike skupine, ki imajo te svoje domove in svoje zbirališča. Potem je pa seveda ena manjša skupina je v Mendozi, potem je ena manjša skupina v Bariločah, to je južneje dol, nekako okrog 200 jih je v Bariločah, pa v Mendozi tudi nekaj takšnega.
Zdaj, morda posameznike tudi v kakšnem drugem kraju, boste videli, zelo zanimivo je bilo v enem kraju, ki se mu reče Tukunam, to je čist gor, da je ena velika slovenska familija, praktično skoraj edina v tistem kraju, to so familija Žakljevih, ki imajo ogromne plantaže limon in avokada. Približno 40 hektarov limon in okrog 30 hektarov avokada. In gospod Žakelj nas je skozi potem spremljal z gospo in z enim sinom, tako da smo bili prav počaščeni in so rekli, kar poglejte, mi imamo pogodbo z Mercatorjem. Poglejte limone, boste videli, da piše gor Made in Argentina. Res piše, sem pogledal. Na avokado ne vem, ampak to sem pa zasledil v hipermarketu na Celovški je bilo Made in Argentina. Prav dobre limone, super. Je povedal čisto po pravici, pravi, veste, te limone morate dati v soda bikarbonu, pa jih fajn prati. Ja, pravi, ker drugače ne bilo nič. Špricajo, sicer oni pravijo, da jih tretirajo, koliko je najnujnejše potrebno, vendar, ko jih pripravljajo za transport, jih pa morajo oren potretirati, da zdržijo, da ne zgnijejo po poti, pa da potem tudi nekaj časa držijo. Vse to ženske verjetno veste, soda bikarbona, voda in krasno tole. Tudi pomaranče, nič ne škodi, če jih tako naredimo. Zdaj, kot smo rekli, nekako so torej ta emigrantska skupina po drugi svetovni vojni, politična emigracija, je zdaj že v četrti generaciji. To so majhni in pa seveda tako naprej. Prva generacija nekaj jih živi, zanimivo, v Buenos Airesu, tako da na enem južnem delu imajo svoj dom za ostarele. Slovenski dom in tam not je gospod, ki je star 93 let, eden tisti, ki se je splazil iz jame v Kočevju. In tako živo je pripovedoval. Možgansko je čist, drugače je slabo pokreta na vozičku, ampak možgansko je briljanten. Je rekel, še zdaj vidim tisto deblo, kjer smo prizadali. Ima pa velik strah. Jaz sem ga vprašal osebno, če si želi videti domovino, je rekel, da si želi, vendar ne upa. No, zdaj tak ni več možnosti. Nikoli ni upal, ker je skozi dobival grožnje, da če se pojavi, ga bo dobil. In to je, moram reči, da sem to zasledil pri veliko tej prvi generaciji. Recimo v Mendozi, ena gospa Lojska je rekla, jokala je kot dež. Tako rada bi videla prelepo Slovenijo, koliko mi govori, koliko je lepa. Ampak si ne upam, ker sosed, kjer sem živela, to je bilo nekaj pri Igu, pravi, mi je rekel, da me bo ubil, če pridem. In si ne upam. Tako da je ta nostalgija je huda. Evo, to je naš prihod na letališče v Buenos Airesu, seveda zastava je bila skozi v spredju in tu smo zapeli Marijino pesem, so nas vsi tako lepo gledali in potem nam tako lepo ploskali, tako da je bilo prav fajn zunaj. Tole smo še noter, pol ko smo prišli, smo vas čakali, ti naši rojaki, ker 20 je bilo, vse so organizirali, en maliko prevožništvo je dal kombi, šoferja, vse to je bilo vse zastojno. Moram tako reči, kot neke vrste dobrodošlice in potem naprej oskrba. To smo se zapeljali potem to je začetni del Buenos Airesa, recimo take velike avenije. Recimo, mesto je grajeno v španskem stilu, kvadrov. Torej, kvadri so 400x400 metrov, pa majhne uličice, potem so pa take avenije. Tole vidite, tole so 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasovnice pa nazaj, infrastruktura je enkrat. Moram reči, da tudi ko smo se peljali ven iz Buenos Airesa, smo šli v Luján, to je ena velika romarska cerkev, Božja pot, tudi Božja pot Slovencev, argentinskih, to so vse 6 pasovne ceste, 3 tja, 3 nazaj. Priješ ven z mesta, teleč, recimo 100 km smo se vozili, nobene hiše nikjer. Tako da poseljenost je seveda skoncentrirana v ta vele mesta in dežela je pa zelo neposeljena. Tako da
se kot pravijo, ne, je možnosti neskončno. Ne. No, potem vidite, ta Evita Peron je kar na marsikateri stavbi takole, kot neke vrste en tak lik, ali narisano, ali z ene žica narejeno, ne, tako da to vidiš kar na večjih teh velikih blokih. Vidite ta konec pomladi, ne, ta drevesa tako cvetijo, pa tako diši, da si težko predstavljaš. Ne. Vsi se ne vem, kako se mi reče, ampak so tako ogromna. Ja, tako lepo cveti, ta barva je takole, ne, da je prav lepo. Ne. No, seveda imeli smo priliko, da smo se najprej ustavili v eni taki kavarni stari 120 let, Café Tortoni, ne, tudi izpred taka krasna, lepa, ne, v tistem starem stilu, tudi oprema je taka, postrežba enkrat na zelo hitro, to so tako ti kennerji skakali okrog, tako da ni, ne. Cene niso ne vem kaj, tako da recimo ena kava z enim rubičkom je manj kot evro, ne. Tako da ni to neka draginja, ne. So pa potem recimo območja, pa ti razne markantne mednarodne korporacije trgovske, ne. Tam so pa cene tako kot se šika, tja pa ne hodiš, ne kvačiš tam. Tole je en del vladne palače in pa seveda to je pa buenosareška stolnica, tako malo čudno zgleda, ne. En majhen ta zvoniček ima takole zadaj, ne. Ima fajn tale portal narejen, noter tudi nič posebnega, ne, tako da vidite, tu smo pol imeli prvo mašo, nekaj smo imeli seboj dva duhovnika. In smo imeli to bogatstvo, da smo lahko imeli poti mašo, ki se nam je pač pokazala možnost. In je bilo zelo fajn. Ne. To je zdaj tale vladna palača, torej to so ta okna, kjer je na njih pozirala Evita Peron. Ne. Torej ta zgornji del tule. Ne. Tako da, seveda pač palača obiskovalcev veliko, ne, tako da so spuščali takole noter, ne vse naenkrat, ampak recimo, ne vem, skupino po 10. Ja. Potem na drugi strani se je tako okrog šlo ven, ki je dol ob tisti reki, ne, Srebrna reka, ali kako ji rečejo, no in potem spet druga skupina. No, to je glih takrat, ko smo se mi tukaj okrog fjakali, ne, stadion, tista Boca Juniors, ki so se takrat stepli, ne, in so jim potem prepovedali povratno tekmo tule v Buenos Airesu in so mogli imeti nekje v Evropi, ne vem, kje je bilo. In tu je bilo tak živ žal in pretepi na tej ulici, tako smo se z avtobuskom komaj skozi prebili, ne. Sicer smo jo odnesli brez kakšnekoli poškodb, ampak tepli so se tako, da to ne morete verjeti. Da praviva tekmi, seveda, to je jasno, tekma je taka, ne. No, potem seveda smo si ogledali en delček, kjer je seveda doma ta argentinski tango, ne. Tu plešajo ta tango, 24 ur na dan. Plešajo, ne. Pa so nas tudi, samo vabile seveda bolj trdi kot ne, nismo nič tega tango usvajali. Potem je to ena hiša od enega našega rojaka, ki je neke vrste en umetnik, stare stvari, vozi iz Slovenije, iz Evrope in iz tega dela razne umetnine. Vidite, slovenska zastava, to tudi nekako svojo družino, nekaj iz Iga izhaja. Gospod, tako da bil zelo prijazen, sprejel nas je samo za 10 minut. Rekel, da nima časa. Ampak za 10 minut, pa da smo čaj popili, to je pa bilo, pa zapeli smo eno Marijino pesem. Tako da je bilo prav fajn. No, seveda zdaj en del Buenos Airesa, ta stari del, potem na nasprotni strani te reke pa vidimo ta kolos, megalomanske zadeve kot posod v teh velemestih. Tu so v glavnem skoncentrirani vsi ti bančni sektori, razne svetovne korporacije, ne vem, ni da ni. Tako da pač to neka taka, jaz kaj dosti tega nisem hotel slikati, ker ta kolos pa tole ti nekako odbijajoče deluje. Ne. No, to je znano njihovo pokopališče,
In seveda to je ta grobnica Evite Peron. Nič posebnega, takole lepo zgleda. Evo, naš gospod Rode je tukaj bil v afektu, tako je razlagal, seveda on je živel tam 40 let, tako da je pozna, ima se malen prst, tako da nam je bilo še po tej plati mnogo lažje. No, seveda to je potem en park, pa ena cerkev kmalu za tem pokopališčem zadaj in tu je zanimivo tole, lejte. Kaj mislite, kaj je to? Fikus. Tako ogromen, da si to težko predstavljaš. Tale ni, to je tam, mislim, da piše za 20 let. Ampak to raste, in te veje, to je zanimivo, te veje tu še ne vem, kako daleč gre in so potem s takimi velikimi stebri podprte, gor te veje na teh stebrih takole. In je, evo, to je fikus. Takih dreves smo videli nešteto. Evo, to je pa zdajle prvi naš obisk, to je zaključek šole v enem izmed teh domov, Prešernov dom. In seveda najprej zjutraj smo se zbrali ob 8. In seveda so dvignili zastavo, najprej slovensko, potem pa še argentinsko, potem zapojejo obe himni in potem grejo po učilnicah. Vse to so učilnice, krasno, lepo, takole, učiteljice, to je vse volontersko, to ni nič plačano. To si težko predstavljaš, da boš ti vzel soboto pa nedeljo in bo šel, recimo, učiti otroke, pa da otroci grejo. In tu ni nobenega odpora, to otroci grejo radi. In ti čmrčki tako lepo slovensko govorijo, da poslušaš in ti so zapretečejo sami od sebe. Tako da čudovito. No, potem smo si šli ogledati tovarno, seveda tu je bil gospod Rode, tako imenovani menedžer, direktor, tovarna Zupan, velika kartonska fabrika, recimo stroj, lejte, rekli so, da ta stroj noben ni starejši od 1 leta. In sploh menijo, tako da hočejo najnovejše dobiti. Delajo pa v glavnem za te multinacionalke, vidite, to je embalaža, recimo za Milko, videl sem tam, ne vem, za razna piva in potem so malo spraševali, če kaj sodelujejo z nami, so rekli, da ne, ker se ne da. S količevim so poskušali, za ta surovi karton, pa je samo bilo govora o provizijah, pa o takih neumnostih, ni pa bilo nič jasnega, kdo bo plačal, kdaj bo plačal, kako bo to potekalo in so pa rekli, hvala lepa, tako da ne rabijo jih, oziroma naših, slovenskih tovarn iz te branže. Je pa to tako velik kompleks, da, ne vem, približno na 9 hektarjih se to nahaja. To je južni del Buenos Airesa. Pa sem hotel reči, to je pol gospod Rode povedal, da recimo 1 ura izpada proizvodnje košta $1 milijon. 1 ura izpada, tako da si ne morejo privoščiti. Potem so malo spraševali v plačah. Delavci tukaj zaslužijo cirka 2000 evrov plače, vse oni imajo neto, zdaj ne vem, koliko oni sami plačujejo. Potem je pa rekel, inženirji, pa razvojniki, pa na enkrat več. In smo spraševali, koliko je to enkrat, 10, 20, 30, in pol je rekel, enkrat je lepo slovensko govoril, tudi ten talni sorodnik od gospoda Rodeta, da je to tudi 30 000 evrov. Zato pravim, da so ekstremno bogati, in evo vidite, Slovenci, Torej, ta gospod Zupan, zdaj je sicer že pokojni, lansko leto je umrl, ali predlani, tako da zdaj njegov sin vodi vso to korporacijo in to je en najbogatejših Argentincev, oziroma Slovenec v Argentini. No, potem nismo mogli mimo tega. Temu se reče lomo. To je tista njihova govedina. Ne izdajo recepta, samo to zori, ne vem kako dolgo, in potem to spečejo in to je tako ogabno dobro. Da se ne moreš odpovedati. Kamorkoli smo v glavnem prišli, je bilo
na jedilniku na prvem mestu je bil lom. S takim krompirjem ali pa s takimi kruhki. In res, jaz sem zdaj ta lom poskušal v argentinski restauraciji v BTC-ju. Samo probal sem pa ne več. To je pa nekaj drugega. No, to je pa zdaj tamle, to so pripravljali, ko je bila tista nedelja ta proslava v tej 70-letnici. S tem so nas sploh pustili, to je bilo naprej. To je slovenska hiša, kjer vidite so grbi občin, odkot prihajajo ljudje. Torej, to so v glavnem velika večina je teh slovenskih grbov, pa seveda ta naš temelj, knežji kamen. In pa seveda vidite tole tudi, taka velika, kot velik spomenik je tam narejen. No, tu je zadaj potem krasna cerkev Marijina, tu smo imeli mašo in pa seveda imeli smo sabo tudi iz brezi sveče z brezjansko Marijo in smo potem posod na taki punkti to svečko prižgali. Tako da tudi tu smo jo prižgali. To je potem ta dvorana, kjer je bila maša. Tu je bila tudi naša ambasadorka, je tudi nekaj besed povedala, tako da in tudi v tem smislu mal, čeprav so rekli, da ni Janševa, da je on z nekega drugega brega, ampak isto, kar je povedala, se nam je zdelo vsem korajžno. In smo rekli, ženska si je veliko upala. Ja, obsodila je povojne poboje. Tako da to je bilo velik. Vidite, to je zdaj ta naša svečka spet tukaj, tu je brezjanska Marija in seveda tukaj je bila potem najprej bila maša, potem je pa bila evo zunaj na dvorišču, vidite v narodnih nošah z zastavami, slovenska, argentinska zastava, polgovorniki. Tako da je ta slavnostni del trajal tam približno še 2 ure, potem je bilo pa seveda prosto druženje, ki je trajalo do jutranjih ur. Torej spat smo šli ob 6. zjutraj, naslednji dan. Ampak nič ne de. Ni nam bilo žal, ker druženje s temi našimi ljudmi je bilo res enkratno. In vsakokrat znova dobiš, ne pa vidiš, za mizo so sedeli mladi fanti. In si misliš, že vse to bi lahko bilo Slovenija. In vsi so tako lepo govorili, da res moram reči kole, da takole za mizo, ko se pogovarjaš z njimi in ko s takim navdušenjem govorijo o Sloveniji, ki je še niso videli, bodo prišli, to so obljubili, da bodo prišli, niso videli, ampak z navdušenjem govorijo o lepotah Slovenije, iz knjig, iz filmov, iz pripovedovanja in res ne gledeti, tako ne moraš robček imeti pri sebi, da se je tudi ta taka solzica, je ne more zadržati. No, potem smo šli v Ljuhan, to je ta ogromna bazilika, ogromna, to če si predstavljate, to je tudi noter, ogromna. V spodnjem delu v kripti so pa oltarčki, praktično iz vseh katoliških držav sveta. Med njimi je tudi naša brezjanska Marija oltar in tam smo imeli zopet mašo. Niso nam pa dovolili fotografirati, zato nimam nobene. To je nekako, zdaj ne vem, pač rekli so ne smete, Bog pomaga, smo Boga. Potem smo šli na deželo, na en ranč, kjer, vidite, so nas posadili na konje, zdaj jaz se nisem upal, ker se veste, konj ne dovoli, da bi ga musel. Nisem šel. Je pa, recimo, tak en utrinek enega drevesa, kako lepo sveti. Tako lepo to sveti in to prav lepo diši. Tu smo bili potem po luhanski maši, smo bili tukaj približno skoraj 3-4 ure popoldne. Zopet potem Lomo je bil na prvem mestu v obednici, na velika obednica. Tako da to je bolj pač komercialno, ranč, ki se prodaja, sej, logično. No, potem smo pa seveda se odpravili naslednji dan tam proti čilski meji, bili smo 20 km od meje s Čilom in seveda šli smo pod ta vrh Aconcagua, to je najvišji vrh Argentine, ledenik, ogromen, in seveda to je višina približno 4000
pa nekaj metrov. Z avtobusikom priješ komod gor, ni noben problem. Ampak, da novte si mislili, pa ne samo mi starejši, tudi mlajši so imeli težave. Recimo, ko smo mogli, tukaj smo šli tam na eno razgledno točko in je 300 metrov, a veste, da nisem mogel dihati. To, kar je nek zrak je. Nisem pa imel nekaj, nisem imel liste v koke, ker oni, ki so imeli liste koke, ko so žvečili, so šli kozajci. Torej, liste koke, zelene liste, lahko kupiš v vsakem kiosku, ampak omejeno količino, ne moreš kupiti zdaj to, da ne vem kaj, en pakelček. Probal sem to žvečiti, je tak en občutek, kot da ti malo sluznico v ustih anestezira, nisem pač to nobene, ne vem. Ne, ker pa je to ni, pač tista, listi so sicer surovina za kokain, ampak ti se čisto nekaj drugega. No, potem smo pa blizu tega si ugledali naravni most, vidite, iz take sadre ali ne vem, kako bi rekli, siga so rekli, da je tole. Naravni most, tu je ena voda noter in to po tem naravnem mostu so Indijanci nosili v tistih časih svoje pridelke, da so jih tukaj prodajali. To je ena cerkev, ki so zdaj malčke obnovili, je pa tukaj bil pred približno 10 leti en velik plas in je to vse odnesel. To je pa lepo ostalo, tako da tako zgleda, to je tako čisto gladko je. Veste, to če potipaš, je tako, kot da bi porcelan potipal, tako če. Pa trdo je, da se zlomi. No, potem smo se tukaj ustavili tudi pri enem pokopališču tistih, ki jih je Aconcagua seveda poštal življenja. Med njimi je tudi bil naš pater Kastelic, ki je bil eden izmed prvih, ki je vse, tudi on se je z Peronom dogovarjal za te naše migrante in seveda to smo potem postavili spomenik. Torej ima spomenik, tam zadaj je ta ledenik. No, potem smo se odpravili v Mendozo, to je zopet slovenski dom, vidite, to so fantje, to je gospa Rojska pisal, vse nema nič. In bilo je zopet veselo pozno v noč, mislim, da smo do 3 tukaj bili. Gospod soprog od nje je tu zadaj pekel talomo in je to bilo to. Potem je bila tudi, imeli so slovensko bučno olje, krompirjevo solato z bučnim oljem. Krasno, No in potem smo si ogledali pač mesto, to je čudež narave sredi puščave. Mesto Mendoza leži sredi puščave in je najbolj zeleno mesto v Argentini. Torej bolj zeleno kot Ljubljana. Torej tu vse so kanali, ki vidite tule so vse kanali in tu teče voda. Namreč to iz Andov pripeljajo to vodo in vsak na 3 dni potem spustijo po teh kanalih, da to namakajo. In je krasno zeleno. In v Mendozi je tudi, vidite, trg, tukaj piše, kaj piše že, Plaza de Slovenija. Torej, sicer majhen delček, ampak je slovenski trg v Mendozi. Seveda jasno je ta takle spomeniček s Brezjansko Marijo, Marija pomagaj piše, in zadaj tukaj je en kozovček, ko je prav lično narejen, tako da je čisto vse v slovenskem stilu. Na to smo zelo ponosni in tukaj ob tej Mariji vsakega 15. avgusta imajo potem eno srečanje, tisti, ki so tam in potem je blizu ena cerkvica, ker imajo mašo in pravijo, da je zelo lepo. No, ker sem rekel, da je tako zeleno, vidite, to je centralni park v Mendozi, ki je večji, skoraj enkrat večji od Hyde Parka v New Yorku. Tako so rekli, skoraj enkrat večji. Tako se vse to namaka. Tu imajo eno veliko zbiralno jezero, te vode in to namakajo vse takole. Res je enkratno, vidite, čudovito, ne moreš reči, da je to sredi puščave, niti podrazno ne. Potem seveda smo se odpravili v deželo vinogradov, kamor ti oko nese, so sami vinogradi. Tule na koncu je ena vinarija, zopet slovenska, čigava pa. Vidite, to je eno vino, ki ga delajo tukaj in ta flaša stane $200, če jo kupiš. Eno so prinesla že,
več pa že seveda, kar predraguje to. Ne. Tu so nam potem ta mlajši sin, ki nas je vodil po tej vinariji, nam je tukaj odpiral te drage flaše, veste, tako da smo poskušali kako butliti tole. Ne. Ja, komu tam na telefon padeš na te, če je tako, ampak to je tako dobro. Ne vem, ne znam vam opisati, ni slovenskega vina, da bi imel tak okus. Je nekje tam med merlotom pa, ne vem, tako sladko kislo. Tako da ne znam opisati, dobro pa res, pa, a veste, po enem kozarcu pije v kolena, to ni bilo dobro. Tako da tukaj zadaj, ne, tukaj je že potem gorovje in večino te trte imajo približno v višini 2000 metrov. Zato je baje to tako dobro. To so delali eksperimente in jim je uspelo. Seveda, jasno, ne moreš mimo te kleti, pa smo šli v spodnje dele, ne, kjer imajo ves ta pogon, vidite, to vino, ki je $200, se zori v takih velikih sitolah. To so glinene. Amfore, no, pa. Tu zorijo. Večina teh sodov je izdelana s slovensko roko in sicer je pisal gospod Sodar Bajde. To so vse glavno njegovi izdelki. Tudi eni veliki sodi so, Marija Božja, tam ne vem koliko, par 1000 litrov, ogromni. No, to smo pa zdaj v Tucumanu, pri Žakljevi doma na domu je 12 otrok, s familijami, 200 bili odsotni, vsi ostali so bili na sprejemu, da so nas počakali, enkratno. Pogostili so nas z raznimi stvarmi, ne vem kaj vse ni bilo, tako da smo tukaj bili približno dobrega pol dneva pred njih. Evo, to so vse njihovi, njihova familija. No in zdaj gospod, to se pravi Jože in Jožejka. Jožejka je ime, gospe. No in ta sin Marko, oni trije so nas potem spremljali od tu naprej skozi ves ta del do zadnjega dne v bistvu. No, tako smo se potem pelali nekaj proti tem hribom gor, vidite pragost, neverjetno, za hribom je pa to, ne. Pragost za konci, pa se začnejo take stvari, ne. Evo. Torej, dežela kaktusov. Torej, ti kaktusi so, rečejo, da na leto zraste 4 mm. Pa zaračunajte, koliko so stari. Je pa izredno dobro tržno blago, ne. Oni te žile porežejo in potem ga približno en mesec pustijo in nastane olesedi, nastane krasen les s takimi porami, s luknjicami. In delajo to razne obloge, recimo videli smo cerkev, kjer so bile stene krog in krog s tem obložene, zelo lepo izgleda, ne. Potem pa razne izdelke delajo takole, ne, kot razne spominke. Seveda zdaj, kaj dosti ne moreš nesti, da veste, ti avioni so butasta zadeva, ne. Mi smo šli iz Ljubljane, smo šli z avtobusom v Benetke in tam smo šli iz Benetk v Madrid, smo lahko imeli 16 kil. Ja. Iz Madrida, Buenos Aires smo lahko imeli pa 23 kil, no zdaj pa bodi pameten, ne? Pa ščaraj. So bili pa tako striktni, leteli smo z Iberijo, tako striktni, ena gospa se me je tako smilila, je tako jokala v Benetkah, krasen ti skufer je imela tak en, da so na avion, ampak so ti ga dali noter, pa je to ven gledalo, čak, nikaj. Je ga mogla stran vrč, smo šli tam enega manjšega kupiti, da je preložila in da je lahko šla na avion. Neusmiljeni, to se pa držijo. Ampak nimaš kaj, ne? So nas pa to opozarjali, smo dobili navodila, ne? Kakšne mere smemo imeti za na avion. Pa 2 stvari ne smeš nesti, veste, ženske, če je imela torbico, je bilo že hudir, ne? So mogle pa v tak kufrček stlačiti torbico, pa potem vzeti ven. Tako da so bili prav butasto natančni, predvsem v Madridu je bilo katastrofalno. No, še nekaj iz teh, na kaktus se je usedla, ne, to je gospa soproga, ne, sicer ne sedi na kaktusu, ampak če bi zraven, zdaj gledajte, koliko je, ne, to je pri enem hotelu, kjer smo prespali v Salti in seveda vse okrog tega hotela so taki kaktusi, krasni, živi, ne. No, potem so ta čudovita dežela, ta gorati del,
tukaj teče ena reka, San Marko se ji reče, ne, tukaj je nekaj zelene, vmes se ostalo je pa to, kot vidite. Ne. To je seveda v Salti, ne, to je muzej. Tukaj smo videli nekaj iz neke višin, te 4000 metrov, tiste otroške mumije. 8 mumic smo tukaj videli, ko so darovali otroke, ne, žrtvovali. To prav sarkastično bo zavideti, čeprav se sodi medicinc, pa me kar streslo. Evo, frančiskanska cerkev v Salti, pravijo, da so frančiskanske cerkve povsod rdeče. Da se je naše notromoslovje tudi nekaj takega. Ne? Evo, to je krasna, lepa, velika, ogromna, seveda tu nam tudi niso dovolili noter nič slikati. Ne? To je pa potem ta dežela okrog s temi takimi pisanimi, rečejo, 7-barvne gore, hribi rečejo tem. Ne? To je Lama, krasna, smo se tu ustavili na takem, pa smo jih tudi hranili, so lepo papcale, ne? Rečemo, da se smeji. Ne? Zdaj, domače so lame, veliko jih je, so pa dige, so pa alpake. Ne? In te smo videli ogromno. V tem delu, tu po tej puščavi smo jih veliko videli, pa videli smo, ne vem kako se jim reče, tako kot noji, so samo mačke manjši. Pa jih je veliko bilo. Tako da smo v tej puščavi, vidite, to je tako zgleda, ne? Tam, kjer je mačkem vode, je kaj, drugače pa nič. Ne? Suho, vroče, tu je bilo vroče, to je približno nekje na 3000 metrih, pa je bilo tam nekje okrog 28-29 stopinj. Ampak suha vročina, čist taka. Ne? Na mestih je mačkem veter vlekel, drugače pa čist suha vročina. Ne? Evo, potem smo pa sredi tega niča bili na kosilo pri Indijancih. In smo jedli meso od lame. Čist tako belo je kot kurje. Ampak čist brez okusa. Tako da smo pač reda radi tispojedli, smo se prisilili, da jih ne užalimo. Ne? In seveda to je zdaj nekak njihov podeželski turizem. Na ta način so se začeli, malo tudi, da kakšen peso dobijo, zaslužijo. No, potem smo prišli do enega največjega slanega jezera v Argentini, kjer kopljajo sol. In vidite takole taki bazenčki, potem pa recimo to sol takole premetavajo, pa mečejo, to vse ročno delajo. To spet moja soproga je rekla, da ona to tudi zna. Dobro, no. In je to, tu je 100.000 ton te soli, tu so cele gore, vidite, ko je tu samo naloženga, ne. Pole pa tu zadaj, ko smo se prepeljali, je pa centralno skladišče, to ne vem, koliko ton je tam tega. In seveda gre to v glavnem povsod po svetu, pravijo, največ gre v Severno Ameriko. No, potem smo se vračali, vidite, kako smo spet visoko. Ne? Tu je bilo sicer mačke megleno, tako da se je čisto spustilo, ampak dihalo se je spet tako težko, da težko povem. Ne? Zdaj imeli smo tudi nekaj starejših od mene, predvsem 2 gospe sta bili, ki sta imeli malo astme, sta kaj v avtobusko not bile, ker avtobus je imel tudi kisik pripravljen, ne, če bi, tako da sta obi imeli maske. Ne. Mi pa seveda ven butlni, jako smo, ne. Jasno, ko Kitajci morajo vse poslikati. Ne. In evo, ne, tako smo tukaj bili gor na tej višini. Potem smo se spustili v dolino ob teh gorah, ne, teh 7 barv. To je res čudovit pogled, posebej, ko sonce zahaja, pa se opre se noter, se to tako blešči, ne? Se boste videli. Ne? Tako smo potem tukaj šli na en sprehod, malo gor, in ko smo prišli nekje takole od tukaj, ta ovinek sem, je tukaj tak vihar potegnil, da nismo ostati. Kar iz ničega, ne? Kar zapihali. Pa je trajalo to 60 minut, pa spet nič. Je pa bilo res, vidite, tako oblak se je pojavil in začel pihati. Ko je oblak šel, je postajalo sonce, nehal pihati. Tako da to so pač neke zanimivosti. Ne. No in seveda to je potem naš zadnji dan bil, avion domov, ne, ta velik avion. Leteli smo v tako imenovani nočni let, tako da tega glede nismo nič čutili. Je bilo zelo fajn. Ne.
A nazaj grede nas je pa zdelovalo, ne pol doma, tiste 4 ure so tako narobe hodile, a veste, tako da so mi dva žena ob 2-3 hodila spat. Ne. Cel teden. Nekako se nisem mogel navaditi, tako je bilo to. Takole, ne, hvala, da ste me poslušali. Zdaj, teh slik je ogromno, ne, tu bi lahko bili zdaj 2 dni, toliko imamo tega materijala, samo ne moreš vsega tega. Torej, zdelo se mi je pač pomembno teh nekaj najvažnejših utrinkov, tako da tisti, ki ni bil še tam, priporočam, da gre. Mi smo se zdaj že zmenili, da gremo zdaj čez 2 leti gospet, ne. Gremo in bomo potem pa šli ta spodnji del Patagonija, ne, to pa je moraš videti. Ne. Bariloče, Patagonija pa tisti del dol. Če bo takrat kakšen kandidat, čez 2 leti bo to zopet v začetku decembra, vas povabim.